Po uradnih podatkih UNHCR-ja je trenutno na svetu več kot 105 milijonov oseb, ki so prisilno razseljene. Od tega je 62 milijonov oseb, ki so notranje razseljene znotraj države, v kateri še vedno prebivajo in iz katere prihajajo. In imamo spet ponovno rekordno število beguncev na svetu, torej 35 milijonov. Od tega se jih več kot 70% nahaja v sosednji državi, iz katere prihajajo. Dopolnilne poti so poti, ki omogočajo varno, urejeno in zakonit prihod beguncev v Slovenijo. To so poti, ki v bistvu osebam omogočijo, da pridejo iz države, v kateri se nahajajo, v Slovenijo, ne da bi bilo potrebno izbrati te nevarno pot, recimo balkansko pot, po katerih ponavadi pridejo begunci. Sama beseda dopolnilne poti avtomatično pomeni, da so to poti in sheme, ki naj bi jih Slovenija imela poleg vseh obveznosti, ki jih že ima po mednarodnem pravu, recimo Konvencijo o statusu beguncev ali po obveznostih, ki jih ima v sklopu skupnega azilnega sistema. To pomeni, da so to poti, ki poleg obveznosti Slovenije, ko pride do Konvencije o statusu beguncev, osebam omogočijo, da recimo zaprosijo za vizo in pridejo iz ene države v Slovenijo varno, naprimer z letalom. Primeri takih poti so združevanje družine, o katerem bomo govorili tudi kasneje. Se pravi, združevanje družine, tukaj gre za temeljno človekovo pravico do združitve z družino, da lahko pripelje po pridobitvi statusa osebo v svoje družinske člane v Slovenijo. Eden izmed takih shem so tudi recimo humanitarni vizumi, humanitarne dovoljenje za prebivanje, ki osebam omogočajo, da ko res potrebujejo zaščito, da lahko zaprosijo za to vizo, da lahko na hitro zapustijo državo, pridejo v Sloveniji, kjer recimo dostopijo do postopka mednarodne zaščite. Primeri taki, ki jih poznamo v praksi, so tudi razne študijske ali poklicne poti, ki omogočajo posebej kvalificiranim beguncem oziroma osebam, ki bežijo, da pridejo v Slovenijo na zakonit način in tukaj nadaljujejo študij ali delo, ki so ga začeli v izvorni državi. Poznamo pa tudi zasebna sponzorstva, torej to so sheme, v katerih organizacije ali posamezniki vstopijo v shemo, pomagajo bodisi s prostovoljskim delom, s finančnim delom, s pokrivanjem določenih stroškov, da lahko v bistvu določeni begunci pridejo v Slovenijo in potem jih tukaj skupnost podpira, da lahko zaživijo, da se lahko integrirajo in vključijo v družbo. Prednost dopolnilnih poti je seveda najprej v varnosti. Kot vidimo v praksi, večina ljudi lahko v bistvu v Slovenijo pride na neregularen način, torej po poteh, ki so nevarne, v katerih so osebe podvržene tihotapcem in drugim oblikam izkoriščanja, zaradi česar postanejo izjemno ranljivi. Torej, dopolnilne poti pomenijo, da lahko oseba pride v Slovenijo zakonito in to je njihova največja prednost. Poleg tega je prednost seveda tega, da se tovrstni ljudje potem lažje vključujejo v družbo, zato ker imajo, kot na primer v zasebnih sponzorskih shemah, podporo skupnosti pri vključevanju. Tovrstne poti so tudi dobre zato, ker razširijo krog ljudi, ki lahko v bistvu v Slovenijo pride. Kot vidimo v praksi, lahko v bistvu to pot, ker je tako nevarna, v večinoma preživijo samo tisti, ki so bolje finančno v bistvu podkovani ali pa močnejši, fizično in psihično. Veliko ljudi na poti umre ali pa je žrtev zlorab in zato ne pride do ciljne države. Tovrstne poti pa omogočajo, da tudi tistim, ki so najbolj ranljivi, pridejo v Slovenijo in tukaj v bistvu dostopajo do zaščite, ki jo nujno potrebujejo. Evropska unija že od leta 2015 naprej izrazito podpira dopolnilne poti in njihov obstoj in v bistvu počasi sprejema dokumente, ki grejo v smer, da bojo vse države članice na določeni točki prisiljene oziroma bojo morale tovrstne poti uvesti v svoj sistem. Tovrstne sisteme Slovenija sicer že pozna v primeru preselitve, resettlementa in relocation, se pravi preselitve in premestitve, ko je Slovenija v preteklosti že osebe, ki so bežale in ki so potrebovali pomoč, sprejela od drugih držav članic, recimo iz Italije ali pa od držav izven Evropske unije, torej od Turčije, in jim omogočala varen in zakonit prihod v Slovenijo, kjer so dobile zaščito, ki jo potrebujejo. Evropska unija se sedaj v vseh dokumentih, tudi v novem paktu o migracijah, osredotoča na načine, kako bi lahko države med sabo pokazale solidarnost ne samo do drugih držav, ampak tudi do beguncev in načine, kako bi potem v bistvu države na podlagi različnih shem sprejemala večje število beguncev na bolj reguliran in bolj urejen način.
PIC in Mirovni inštitut v bistvu sta v letu 2022 in 2023 izvajala projekt Comforsi, dopolnilne poti za jugovzhodno Evropo. Gre za projekt, ki smo ga izvajali v sodelovanju z drugimi državami članicami, torej Hrvaško, kjer je bil naš partner Hrvatski pravni center, HPC, in pa nevladnimi organizacijami v Bolgariji, FAR, Access to Rights organizacijo, v sklopu katere smo v bistvu raziskovali, katere so tiste dopolnilne poti, ki bi spadale v naš sistem, ki bi bile v njem učinkovite, ki bi bile urejene in kako bi jih lahko v naš sistem dejansko vnesli. Poleg tega smo pa raziskovali tudi to, na kakšen način najbolj učinkovito in hitro in dobro urediti v bistvu postopke združitve z družino. V Sloveniji sem prišel 2017 in iz Italije sem prišel kar takrat oziroma za ljudi, ki so iz Eritreje, imeli smo neke opcije in ta opcija je zdaj ne obstaja, ampak takrat je bilo relokacija, tako da lahko narediš neki intervju, pol s tem pa čakaš neki par mesecev in da lahko greš na nekateri evropski državi. In s tem sem prišel v Slovenijo. Ja, to pomeni takrat prihod je bil varen, ne? Prihod je bil varen, čist lepo je bilo. Z avtobusom smo prišli nekaj 10 ljudi, smo bili skupaj, pa imeli smo vse, smo bili veseli, tako da ja. V Sloveniji ste imeli informacije pred prihodom? Imeli smo neki intervju, imeli smo neki enega prevajalca, ki nam je naučil, kaj je Slovenija, kako in kaj se dela, kaj se deluje tam, kako se dogaja. A predtem mogoče, če opišete vašo pot od izvorne države do Italije? Od moje države do Italije je bilo malo težko. Skoraj 3,5 neki leta sem bil oziroma na poti, skoraj 1 leto bil sem v Etiopiji, skoraj 2 leti sem bil v Sudana in sem preselil v Libiji. V Libiji sem bil okoli pol leta, tako da v Libiji je bilo malo težko, ampak tako da res povalim, tako da sem do zdaj živim, da sem živ. Da. Kako ste se počutili, ko ste prišli v Slovenijo? Ne, mislim, na sam prihod, ta začetni mogoče proces integracije. Na začetku v integraciji je bilo vse ok, imeli smo vse, kaj je potrebe, ampak na začetku je bilo težko, ker nismo znali jezike, nismo imeli nobenega prijatelja. Recimo, tudi ko prideš recimo v center, da greš na sprehod, kam greš, ne vem. Tako da na začetku bilo je težko, ampak počasi sem navadil, pa našel sem neki prijateljice, pa zdaj lepo živim. Kolikor razumem, ste v Sloveniji prispeli, sam ste prišel v Slovenijo, brez družinskih članov. Jaz sem prišel sam, tako da družini so še vedno v Eritreji in po telefonu še vedno tako pogovarjamo. Nekaj ste omenili, kaj ostalo pa je bilo za vas najtežje, ko ste bili tukaj na začetku sami? Na začetku je bilo najtežje stvar dobiti status begunca oziroma mednarodne zaščite v Sloveniji. Druga stvar, jezik je bilo najtežje tudi, ker dokler nisem dobil status begunca, nisem hodil na tečaj. In to, ostalo je bilo ok, ljudi so prijazni, pridni so, karkoli lahko vprašaš, ne vem, recimo, če hočeš iti nekam nakupovalno, ok, lahko vprašaš, pa so pridni, tako da bile ok, lepo država, čista država, varno. Tako da čutimo, ampak najtežje je bilo jezik, pa recimo tudi, da sem živim tle brez družine
ker družina pomeni za me. A ste razmišljali o združitvi? Nisem razmišljal o tem, takrat nisem razmišljal, ampak zdaj razmišljam o tem, ampak takrat nisem. Ja, kdo pa je ostal v Eritreji? V Eritreji so starši, brati, sestre so v Eritreji. Verjetno ste bili primorani zapustiti svojo izvorno državo zaradi nevarnosti, o tem vas ne bom spraševala, ampak v bistvu kako ločitev družinskih članov na splošno vpliva na vaše življenje? Recimo država zdaj je ok, recimo jaz bi rekel boljše, ampak ni za nas. Recimo še vedno imamo diktator pa s tem, ampak po mojem starši so navadili, da in samo po telefonu pogovarjamo, nimamo te Facebooke pa tele stvari, da kličeš pa recimo, da pogovarjaš o tem in ni dovoljeno, da pogovarjaš, kaj se dogaja v Eritreji, samo če kličeš, recimo, če bi jaz kličal zdaj mama, kako si, a si dober, a si zdrava, si zdrav. Samo tako lahko pogovarjamo, samo osnovni stvari lahko pogovarjamo, recimo, tako da. Ampak jaz bi rekel, starši so navadili, tako da starši nikoli do zdaj niso komplicirali in še vedno živijo tam.